Svetovno gospodarsko krizo smo v Sloveniji začeli čutiti že konec leta 2008. Močno pa je udarila leto pozneje. Za podjetje Danfoss Strata je bilo leto 2009 eno najslabših, pove Zalaznik. Prihodki od prodaje so jim takrat upadli za okoli 20%. Hkrati je bilo to leto največjih prestrukturiranj. Takrat smo se začeli bistveno bolj ukvarjati s tem, katere izdelke ima sploh smisel delati, katere ne. Zelo smo se ukvarjali z notranjo produktivnostjo, s prihranki, ki jih lahko dosežemo na materialnih stroških. Ukvarjali smo se s tem, kaj ima smisel delati in kaj je boljše, da kupimo zunaj. Podjetju Skaza je v letu 2009 sicer uspelo povečati prihodke od prodaje. Je pa kriza tudi njih kljub temu prisilila, da so začeli prestrukturiranje podjetja. Pred začetkom krize smo bili podizvajalci, pravi Tanja Skaza. Krizo smo mi vzeli kot odlično priložnost, da smo spoznali in da vemo, kje smo, kje so naše prednosti. Tako kot pravim, včasih smo kupcu razvoj dali zastonj. Še danes damo kupcu ne zastonj, ampak mu to ponudimo kot storitev, kot njegovo rešitev. In vsekakor je zaradi tega podjetje dosti bolj odprto, transparentno, vidi priložnosti za vstope na nove trge, po čem smo, to malo imamo svojo avtentičnost, edinstvenost, tako da jaz sem hvaležna za to. Brez odpuščanj ni šlo ne v Danfoss Strati, ne v podjetju Skaza. Treba je vedeti, kje denar vzeti in kam ga vložiti, pravi Skaza. Ko se je zgodila kriza, se dober gospodar vedno odloči za dve stvari. Eno stvar, ali bo mučil ljudi in jih na nek način, da bojo vsi otožni, ali bo nekaj ljudi odpustil. In jaz mislim, da nič ni slabega, če ti odpustiš nekaj procentov ljudi. Mi smo takrat odpustili 35, bilo je res boleče, ampak tistih 35 je potem prišlo nazaj. Ti so pa lahko normalno zadihali in zaživeli. Varčevali smo bolj mogoče rečemo v opreme, v stroje, to kar pač neopredmetena sredstva. Začeli smo pa dosti več vlagati v izobraževanja, spoznavali, kaj nam lahko da nova znanja, kako bomo vstopali na nove trge. Vlagali smo naprimer v IT orodja, ker smo videli, da je to tudi lahko kot dodatna pomoč, si bolj agilen v tem, da lahko veš, kaj kupec potrebuje takrat. Nekoliko drugače je bilo v podjetju Dewesoft. V času največje krize je širilo svojo proizvodnjo in začelo odpirati podružnice po svetu. Kar se tiče našega poslovanja, smo pa ravno v letu 2008 sprejeli nekako ključne odločitve, da smo poleg programske opreme, ki smo jo proizvajali od leta 2000 do 2008, prešli v letu 2008 tudi na izdelavo merilnih inštrumentov. To se prav v letu krize smo mi nenormalno razširili našo dejavnost in se spustili v razvoj in proizvodnjo merilnih inštrumentov, kar je bilo takrat mogoče malo nenavadno, da smo v času krize se tako hrabro podali na novo pot, ampak nekako je bilo v firmi, tudi če je kriza prišla, zato naših dolgoročnih ciljev nismo spreminjali. Drugo, kar je bilo ključnega, je, da smo prepoznali, da prodaja s partnerji pač omogoča, da nek določen čas za prodajo naših izdelkov namenjajo in da je velik korak naprej ustanoviti lastno trgovinsko mrežo ali pa ustanoviti lastno podjetje in začeti kreirati lastno trgovinsko mrežo. To je stroškovno skoraj tako kot narediti nov izdelek, ampak smo prepoznali, da brez obvladovanja ključnih trgov, kot so v Evropi Nemčija, Kitajska v Aziji in sama Združene države Amerike, da če tega ne bomo sami obvladovali, potem pač dobršen del dodane vrednosti izdelka ostane pri nekem partnerju. Vsa tri podjetja so v 8 letih povečala prihodke od prodaje. Danfoss Strata jih je v primerjavi z letom 2008 povečal za 74%. Podjetje Skaza za 263%, trboveljski Dewesoft pa kar za 669%. Osnovni nasvet po naših izkušnjah, da podjetje ne smeje porabiti več, kot proizvede. Kje nas vidite čez 8 let? Sigurno v tem, da nas boste poznali po pametnih produktih, z naravnimi materiali, ampak vam bomo prikazali, kako je lahko plastika prijazna okolju.